Tokrat v občinskem informatorju. V novem naselju v Majšperku skoraj zaključena izgradnja infrastrukture, gradijo tudi že center integrirane dolgotrajne oskrbe. Odziv na ukinitev cone 30 v Kamnici. V Mariboru obisk delegacije NSI. Anton Gajser iz Rač kljub starosti izjemno aktiven v svojih prodajalnah tekstila. V Lovrencu na Pohorju so se začele aktivne počitnice za otroke. V Sveti Trojici začenjajo prvo fazo sanacije nabrežja jezera. Osrednja proslava v Gorišnici ob 30. občinskem prazniku. Vlasta iskreno o tranziciji sina. Lepo pozdravljeni. V novem naselju v Majšperku so skorajda zaključili cestno infrastrukturo s pripadajočimi drugimi infrastrukturami. Gradijo pa še CIDO, torej center integrirane dolgotrajne oskrbe. Poglejte, kako je na gradbišču. Občinski del investicij v novem naselju Majšperk se te dni tako rekoč zaključuje. Kar zadeva investicije, smo nekje, lahko rečem na 90%, kar je zamišljeno strani občine. Nekako smo to razdelili v 2-3 faze, pravzaprav infrastrukturo v tem novem naselju. Od zdaj letos utrjevanja cestišča z asfaltno prevleko, pa ne še tistim zaključnim slojem, zaradi vseh del, ki potekajo tukaj v bližnji okolici, do pločnikov, do javne razsvetljave v tem delu in pravzaprav je to zdaj nekje pri koncu. Vidi pa se že, kje raste center integrirane dolgotrajne oskrbe, saj so ga že začeli graditi. Center integrirane domske oskrbe, ki je za nami, pa je prav tako projekt, o katerem že veliko govorimo, veliko časa govorimo, letos pa smo pred meseci uspeli tudi podpisati pogodbo z izvajalcem, pravzaprav med izvajalcem in pa upraviteljem doma, torej dom dr. Jožeta Potrča iz Poljčanje, tisti, ki zdaj bdi nad to investicijo in seveda gre za približno 6 milijonsko investicijo v naš kraj, v našo občino, ki pa bo predvidoma sredi naslednjega leta omogočal oskrbo za 48 oskrbovancev. Preden so začeli graditi CIDO, so si lahko predstavljali, kakšen bo le po vizualizacijah. Zdaj pa se dejansko vidi, kako velik bo. Seveda to še zdaj niti približno ni končna podoba. Uspešni smo tudi v okviru dogovora za razvoj regije, kjer smo umestili projekt ureditve zelene infrastrukture, ki zajema kar velik del tudi te okolice oziroma bližnje okolice tukaj in bo povezoval pravzaprav novo naselje preko, pa če rečem, mimo osnovne šole do športnega parka in potem nazaj po centru Majšperka in bo zagotovo potem z zasnovo in pa tudi izvedbo dopolnil ta kraj, pa da rečem to območje v celoti. Govorim seveda o ustreznih zasaditvah, o drevoredih in tako naprej. Kar pa se še tiče same infrastrukture v novem naselju, pa se že vidijo pločniki, urejena cesta z grobim asfaltom in javna razsvetljava. Čisto zaključni sloj te asfaltne prevleke načrtujemo zdaj malce ohlapno ali naslednje leto ali pa v roku 2 let, kar pa ne ogrozi pravzaprav ne prevoznosti, ne kvalitete, udobja in vsega ostalega, kar smo načrtovali. Tako da predvsem iz tehničnega vidika, da pa ne bi poškodovali predvsem cestišča tukaj zaradi gradbenih del, ki potekajo in seveda posledično ima to zgolj dodatne stroške, ki pa so v tej fazi predvidljivi oziroma se jim je moč izogniti in jih ne delamo po nepotrebnem. V novem naselju sicer gradijo zasebne hiše. V okviru prostorske ureditve tega območja tukaj je bilo na voljo 15 parcel, ki so pa v celoti seveda bile prodane v nekaj fazah. Večji del tega pa lahko vidimo tudi, da že nastaja ali pa je že v kar tam eni 3., 4. fazi, kar zadeva gradbenih posegov in to je za enkrat v tem okviru teh prostorskih zmožnosti vse. Zraven 15 hiš, torej še CIDO, o katerem smo govorili, 48 postelj oziroma sob za starejše. Le nekaj metrov stran, na drugi strani novo nastale ceste, kjer smo stali, pa se bo tudi še gradilo. Potem prav tako investitor od drugot, Novogradnja Maribor, ki pa bodo po zdaj novih informacijah oziroma zadnjih informacijah pričeli z izgradnjo konec poletja, začetek jeseni. To pa je prav tako 48 novih stanovanj. S tem bo tudi gradnja novega naselja Majšperk zaokrožena, namenjena pa vsem generacijam, ki bodo imele v neposrednji bližini šolo, vrtec, trgovino in ostalo. V krajevni skupnosti Kamnica pa so zadovoljni z odločitvijo
ukinitvi cone 30 med Kamnico in Rošpohom, pri tem pa so izpostavili, da je prometna študija pokazala, da so njihovi predlogi za nekaj drugih predelov realni. Poglejte podrobnosti o tem, kaj se bo po cestah v Kamnici v naslednjih tednih dogajalo. Po več kot 2 letih prizadevanj krajevne skupnosti Kamnica in mnogih drugih skupin posameznikov, da bi ukinili cono 30 med Kamnico in Rošpohom, se je zgodil velik premik. Prometna študija je namreč pokazala, da cona 30 ni potrebna, tako da bo na tem mestu omejitev hitrosti 50 km/h. Razen na nevarnih predelih, tam bo 30 km/h, postavili pa bodo tudi hitrostne ovire. Več o tem in tudi o drugih ukrepih v samem centru Kamnice ter pri šoli pa Simon Hauptmann, predsednik krajevne skupnosti Kamnica. Vrača se 50 km/h in 4 oziroma 5 izvennivojskih križišč, torej celo križišče kot ležeči policaj. V območju teh križišč pa bo omejitev 30 km/h, 50 oziroma 70 metrov nekje pred križiščem se bo hitrost znižala in po križišču spet šla nazaj na 50. Cona 30 se bo tako končala, a ne še takoj, kjer pa so kritični odseki, na katere so opozarjali tudi v krajevni skupnosti Kamnica, pa bo omejitev 30. Mi smo opozarjali, da manjka prehod za pešce pri ukrepčevalnici Gregor. Mi smo opozarjali, da pri Starem vrtcu ni ok. Mi smo opozarjali, da pri Brunčeku ni ok. In vse to se zdaj izvaja in tam bo umirjen promet in seveda absolutno mimo šole, mimo cerkve, mimo pošte. Vse to ostaja cona 30 in to pozdravljamo. Sam meni, da bo s tem na cesti manj živčnosti, manj težav, saj bodo predpisi bolj življenjski. Ljudje jih bodo upoštevali in vse skupaj bo tako, kot mora biti. Po zadnjih informacijah bodo po 15. juliju in skoraj do konca avgusta postopoma spreminjali režim. Gre za kar nekaj gradbenih del, pa kar dosti bo nekih novih prometnih znakov, tako da se bo to postopoma zdaj spreminjalo. In ko bodo vsi prometni ukrepi izvedeni, takrat se cona 30 ukine. V naslednjih dneh bodo v Kamnici torej začeli preurejati prometno signalizacijo in postopoma postavljati hitrostne ovire. Zato nasvet za strpno in previdno vožnjo ni odveč. Danes je Maribor obiskala delegacija NSI, ki jo vodi predsednik stranke in evropski poslanec Matej Tonin. V okviru obsežnega dnevnega programa so se srečali z vodstvi podjetij, zavodov, mestnih institucij in civilne družbe. Obisk so sklenili srečanjem z občani in pogovorom s poslanci stranke. Prvak stranke NSI Matej Tonin je po prvem delu obiska delegacije te stranke v Mariboru dejal, da je bil obisk zanimiv. Z tega gospodarskega dela moram reči, da sem bil navdušen predvsem po idejah, po zgodbah, ki jih Maribor premore, kako so v nekaterih delih tisto propadlo socialistično industrijo lahko prekvalificirali, preoblikovali v nekatere uspešne zgodbe in tukaj jim je treba vsekakor čestitati. Seveda pa pričakujejo tudi strani države, da bo tukaj dala svojo roko in jim pomagala pri realizaciji njihovih podjetniških idej, ne pa stvari dodatno komplicirala in pa zavirala celo na nekaterih področjih. Poudaril je, da je vloga Maribora pomembna pri regionalnem razvoju. Bil sem vesel tudi podpore tako imenovanim normirancem. Veste, da je bila tukaj Nova Slovenija zelo aktivna, da je to eden izmed finančno davčnih zakonov, ki je marsikomu omogočil delo, ki je omogočil, da so se stvari zelo malo birokratizirale, da je bilo malo fintiranja in da so bili davki razumni. Zdaj, Golobova vlada je šla tukaj stvari žal poslabševati, Nova Slovenija jih zdaj poskuša ponovno izboljšati in jaz moram reči, da v gospodarstvu praktično s komorkoli smo govorili, to pozdravljajo in se jim zdi ta korak smiseln tudi k večji konkurenčnosti Slovenije in k temu, da lahko podjetniki lažje uveljavljajo svoje ideje in jih tudi prelijajo od ideje v same produkte oziroma storitve. Spregovoril je tudi o letališču, ki je dlje časa zaprto. Okrog letališča, bivši minister Vrtovec je povedal, da je bila intenca, da bi v okolici letališča zgradili veliki multimodalni logistični center.
praktično ga preselili v zaledje od Luke Koper tukaj gor. To, kar zdaj pospešeno nastaja v Gradcu, da je to bila velika priložnost tudi za Slovenijo in za Maribor. Meni namreč, da je logistika z železnico, cestami in letališčem pomembna tema prihodnosti. In tukaj bosta pomembni dve zadevi. Eno je samo umeščanje v prostor in drugo je tudi strateška podpora strani države, da se za tovrstne centre tudi tukaj odloči. Tako da v teh stvareh smo danes razglabljali, je pa recimo primer poslovne cone Tezno, primer dobre prakse, kako se lahko iz nekdaj propadajočih socialističnih mastodonov naredi tudi uspešne zgodbe in kako se lahko te stvari upravljajo na način, ki so v dobrobit vseh tistih tam noter. Omenil je tudi podfinancirani Maribor, ki bi moral dobiti zaradi svojega razvoja več denarja. In za uspeh je potreben tudi denar in ta se pa izkazuje preko proračunskih dokumentov. Tako da, ker se tega tiče, je Maribor lahko miren, ker bodo vsej naši glasovi načelno na strani projektov, ki se dogajajo v Mariboru, tudi zaradi tega, da se s tem podpre skladnejši regionalni razvoj in da jasno sporočimo, da Slovenija ni samo Ljubljana. Tako v dopoldanskem kot popoldanskem delu obiska je delegacija sestavljena iz predsednika, podpredsednika in podpredsednice, poslancev in poslank, državnega svetnika in sekretarke, obiskala več zavodov, gospodarskih subjektov ter drugih. Anton Gajser iz Rač pa kljubuje svojim letom in je še vedno aktiven v svojih prodajalnah tekstila in drugih izdelkov za dom. Podjetje je sicer predal sinu, a še vedno večkrat na teden pride v prodajalno, kjer ga stranke z veseljem sprejmejo in poklepetajo z njim. Anton Gajser iz Rač ima prodajalni tekstila in drugih izdelkov za dom na Ptuju in v mariborskem trgovskem centru City. Mi vztrajamo zaenkrat na tej lokaciji, ker če lokacijo globalno pogledamo, znotraj Maribora ni tako slaba lokacija. Res pa je, da je prišlo že na nek način do tega, da je City prazen. Dejansko je v zgornjih prostorih precej prazen in precej prodajalcev je odšlo tukaj. Žal tako pač je. Sam je sicer že upokojen, trgovine so prešle z očeta na sina, tako da gre za družinsko podjetje. A še vedno je prokurist, ki pride večkrat na teden v prodajalni. Jaz ne morem biti brez dela. Jaz ne vidim, zame je dan izgubljen, če nisi nekaj naredil. Če ne druga, moram pa malo sprehajati po internetu, pa gledati, kje, kako, kaj ima konkurenca, kaj lahko dobim in tako naprej. Tako da jaz skozi v pogonu. V trgovini pa ves čas stavi na kakovost in slovenske proizvajalce, ponudnike. Ne smemo se izenačiti z boljšimi sejmi in prodajati cenene robe. Naše ponudbe sicer so tudi cenejši artikli, pa dražji artikli, ampak gledamo, da pridobimo kljub temu kupce, ki jim pomeni nekaj kvaliteta. Tako rekoč skoraj butično blago. In tukaj znotraj sta v osnovi sta konfekcija Barbie in pa firma Joy & Nuko. To so slovenski proizvajalci. Pri našem obisku je svetoval gospem, katera oblačila jim še najbolj ustrezajo, pa tudi moškim pokazal kopalniške talne podloge in še kaj. In so ga hvaležno in spoštljivo sprejeli. Do ljudi sem prijazen, bi rekel, rečem tako, moraš imeti nekaj karizme. In tako da jaz hitro navežem stik z ljudmi, ni mi problem stik tudi z mlajšimi, kakorkoli, tako da tako. Pri tem pa se zna pogovoriti z njimi tudi o drugih stvareh, o življenju, ne samo o prodajnih izdelkih. Zakaj bi moralo biti življenje samo enolično in danes je posod turobno, pa to ne? Obrnimo zgodbo, ne? Mora biti tako barvito, kot so tudi oblačila pri nas, kot so oblačila pri nas. Ko ste videli, tale gospa je zelo barvito bila oblečena, pa starejša gospa. In prihaja sem tudi vedno še in prihajajo pa vprašajo, a imate že kaj novega? In se res moramo truditi, da imamo kaj novega. Zdaj hodi 3-krat na teden v prodajalni. Kako dolgo bo še vztrajal? Tako dolgo, dokaj bom zmogel. Nimam jaz nobene druge omejitve, da bi rekel še 10 let ali karkoli. Nekega dne ti bo zmanjkalo energije, ampak tako pač je po naravi. Dokler pa vztrajamo, je zadeva ponoma drugačna in bolj
popolnoma drugačen se počutiš. In kaj vse še dela v prodajalni? Moraš se pogovoriti tudi s prodajalkami, kaj ljudje iščejo, kaj potrebujejo, pogledati, kako zadeva operativno teče in tako, ni dolg čas. Vam pa res ni dolg čas. In tako nasmejan se pogovarja tudi s strankami, pregleda vse, kar je v prodajalnah in naredi načrt, kaj se še potrebuje. V Lovrencu na Pohorju tudi letos med poletnimi počitnicami niso pozabili na najmlajše. Občina, lokalna društva, zavodi in številni prostovoljci so združili moči in pripravili pester program aktivnosti, ki otrokom ponujajo pravo poletno doživetje. No, mi smo jih obiskali med raziskovanjem in žvancanjem. V Lovrencu na Pohorju tudi med počitnicami skrbijo, da otroci preživljajo aktiven, ustvarjalen in zabaven prosti čas. Za program skrbi občina Lovrenc na Pohorju skupaj z lokalnimi društvi, zavodi in prostovoljci. Mi smo jih ustavili med žvancanjem in spoznavanjem občine. Šli smo pa iz šole, šli smo skozi trg, mimo Miklavža, kulturnega doma, ustavili smo se pri Manci, pogledali, kako dejansko Lovrenc izgleda, v kakšni kotlini je, se pomenili o jezerniku, našem zaščitniku, o Lovrenških jezerih, o Svetem Lovrencu, tako da kar nekaj zgodb, nekaj legend, pač tisto, kar je prirejeno za otroke, ampak moram jih pa zelo pohvaliti, že zelo veliko vejo, očitno se v šoli veliko o tem pogovarjajo in to je super za naš kraj. Otroke smo povprašali, kaj vse so videli ter kaj novega so izvedeli v Lovrencu. Kaj ste danes se pravzaprav že videli? Miklavža, cerkve. Ste izvedeli kaj o Lovrencu samem, a je to mesto, vas, kraj, malo če lahko pišeš? Ja, tu pravzaprav ni toliko prometa, kot je v drugih krajih, pa tu je malo naselja, v njih je več naselj. Je bilo zanimivo? Ja. Kaj pa je bilo tebi najbolj zanimivo? Ko smo šli gledati pajštvo. Kaj pa je to za nekoga, ko to sploh ni od tu doma, da bo vedel? Noč se sadje suši največ. Tako bolj jabolka, hruške, slive, pa to. Val, kaj si pa ti danes vse videl? Kaj ti je bilo zanimivo? Pajštvo. Pa kulturni dom. Pa ti je bilo fajn tukaj hoditi po Lovrencu? Ja. Zakaj se te reče žvancanje? Tako po domače vi rečete? Ja, ko smo pogledali vse cerkve, pa pajštva. Včasih so bile not poroke, pa take stvari, pol pa je en prodal, pa je en gospod kupil, pol pa je rekel, kaj si naj začnem s tem, pa jo je prodal občini Lovrenc. Tako so nasmejano preživeli še eno dopoldne v družbi svojih vrstnikov, v prihodnje pa jih čaka še mnogo več. Ja, marsikaj smo že dali skozi, otroke zagotovo veliko, vsako leto več, tako. Imamo tudi še različne športne igre, tudi poligone, tako da ni. Kulture, kot sva rekla, nekaj tudi, ne? Ja, tako, spoznavanje Lovrenca, pa tudi te knjige, pa potem tudi mislim, da film tudi. Zelo so uživali, povedali pa so tudi, da se bodo aktivnih počitnic še udeležili. Ja. Zakaj, kaj ti najbolj všeč tako, no? Ko nogomet špilamo. Otroci v Lovrencu imajo pestro poletje, ki ga lahko aktivno preživljajo skupaj s prijatelji. Program traja do 1. avgusta. V občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah bodo začeli s prvo fazo sanacije jezera Sveta Trojica. Prva faza sanacije zajema celoten nasip na zahodni strani, od mostu jug do mostu sever, na podrobnosti pa v prispevku. V Sveti Trojici v Slovenskih Goricah se bodo te dni lotili prve faze sanacije nabrežja jezera. V tej sanaciji se Direkcija Republike Slovenije za vode, naročnik in VGP Drava za njih izvaja v bistvu projekt KGZ Krajnc. Sanira ta nasip v celoti od enega mostička do naslednjega mostička. Dejansko gre za sanacijo območja, ki so ga prizadele zadnje poplave. Takrat se je jezero prelilo. Se je ugotovila potreba potem, da se zakrpajo tisti deli. V nekaterih primerih
bo celoten nasip dvignjen za več kot meter, sploh za tisti del tam na oni strani. Zatrdil je, da gre za težko pričakovano sanacijo nasipa. Kar nekaj let smo prosili za to investicijo, prav tako verjamem, da bomo sanirali tudi nekaj nabrežja na vzhodni strani, seveda pa čakamo na težko pričakovano sanacijo razmoljevanja. A to bo še v prihodnosti, najprej pa je na vrsti prva faza, torej sanacija zahodnega dela nabrežja jezera. Nasip bo v celoti zaprt za obiskovalce in ribiče, tako da prosimo za razumevanje. Sama dela bodo stekla kmalu, gre pa za večji del nabrežja, ki bo po sanaciji spet dostopen in vsekakor bolj varen. Minuli konec tedna pa je občina Gorišnica praznovala 30. občinski praznik. Slavje je minilo v znamenju ponosa nad skupnimi dosežki in iskrenimi zahvalami vsem, ki s svojim delom in predanostjo soustvarjajo uspešne in povezane lokalne skupnosti oziroma enotno lokalno skupnost. Občina Gorišnica je svečano obeležila 30. občinski praznik, ki je minil v znamenju ponosa na skupne dosežke in zahvale posameznikom, ki svojo predanostjo bogatijo lokalno skupnost. Vsekakor najbolj ponosen sem na stvari, da smo jih uspeli dobre temelje zgraditi, da se držimo nekega tekega plana, ki smo si ga začrtali, in da se zdaj v drugi polovici mandata kaže, da zadevo dejansko obvladujemo, peljemo po teh smernicah, ki smo si jih zastavili, in da vidimo, bom rekel, luč na koncu tunela, se pravi, vidimo končni uspeh. Vsekakor so največje veselje, ko pogledamo na investicijsko področje, kjer gradimo vrtec, medgeneracijski center, strojno lopo, režijski urad širimo, ogromno zadev se dogaja in za tako, bom rekel, srednje veliko občino, kot smo mi, zagotovo veliko idej, projektov, želj in ne nazadnje na nek način dobra pot, ki jo utrjujemo in peljamo samo naprej. Posebno priznanje. Grb občine Gorišnica je prejel Alojz Kovačec iz Formina. Njegovo dolgoletno in vsestransko delovanje na področjih kulture, gasilstva, čebelarstva ter širšega družbenega življenja je pustilo močan pečat v občini. Ja, moram povedati, da sem bil zelo presenečen, da so opazili moje delo. Jaz sem bolj tak, se držim pozadnji sicer. Sem pa vedno, zdaj že od pripevci sem že od 58. leta. Pri gasilci sem tam tudi nekje začel že, še niti vseh let nimam, in da sem do zdaj deloval pri gasilcih, zdaj pa sem malo odstopil, ker sem že so leta tako, pripevci pa še me zelo lepo sprejemajo in sem jaz rad in še bom videl, kako dolgo me lepo sprejemali, tako dolgo bom. Občinski praznik Gorišnici ni le formalna obletnica, temveč izraz živahne, povezane in ponosne skupnosti. Praznovanje je še enkrat pokazalo, da občina Gorišnica temelji na ljudeh, predanih, srčnih in povezanih. Vsekakor je tudi v svojem govoru sem danes večkrat omenil, da je najbolj pomembno opazovanje, sodelovanje, nagovarjalo ljudi, občane, da pridejo na občino, povejo ideje, predloge. In nazadnje velikokrat je slišati, da ljudje samo kritizirajo, ampak v vsaki kritiki tudi najdeš lahko kako dobro stvar in iz nje lahko izpelješ kakšno boljšo zadevo. Zakaj ne bi pomagali, če lahko? In bom rekel, za 30-letnico občine Gorišnica bomo pa se zagotovo zapomnili državno gasilsko tekmovanje, kjer smo še enkrat več dokazali, kako je potrebno, da skupnost stopi skupaj. In to smo storili in speljali več kot uspešno. Med prejemniki je izstopalo tudi prostovoljno gasilsko društvo Moškanci, ki ob letošnji 120. obletnici delovanja ostaja steber varnosti, solidarnosti in požrtvovalnosti v lokalni skupnosti. Društvo pod vodstvom predsednika Gregorja Soka je za dolgoletno delo prejelo občinsko priznanje. To priznanje, priznanje za vse člane, je priznanje za tiste, ki so začeli gasilstvo v Moškance in hkrati verjamem tudi za ponos ali pa vnemo za tiste, ki bodo nadaljevali gasilstvo. Pomeni nam ogromno, hkrati je to priznanje lokalne skupnosti na najvišjem nivoju in torej je, da tudi lokalna skupnost prepoznala za to, kaj delamo, zakaj se trudimo in da nam je mar za naše občane in pa za našo okolico. Zaključek praznovanja je pripadel lokalnim kulturnim ustvarjalcem, ki so pripravili pester kulturni program. S pesmijo, plesom in toplimi besedami so še dodatno obogatili dogodek, ki se je nadaljeval s sproščenim druženjem občanov.
Sedaj pa še k izpovedi Vlaste, mame, ki je odkrito spregovorila o trenutku, ko ji je hči zaupala, da želi postati moški. Potrebovala je čas, danes pa je na svojega sina ponosna. Vlastina hči je zaupala, da se ne počuti kot ženska. Imela občutek, da je to faza, da je to nekaj, kar je moderno, ker se je veliko v tistem obdobju tudi pisalo o tem, govorilo o tem in jaz sem mislila, da mogoče, da je to neka faza, neka muha. Imel je tudi določene prijatelje, ki so bili v tej fazi, v trans in sem mogoče mislila, da se želi čim bolj poistovetiti s to družbo in upala, da ga bo minil. A ni šlo zgolj za fazo. Pozorila na to, da naj pač premisli o svojih občutkih, da je to velika odgovornost, da se zna zgoditi, da ni več poti nazaj, potem, ko greš globoko v tranzicijo in me je bilo strah, da bi mogoče kdaj obžaloval to in da bi mogoče, da ne bi bilo več poti nazaj. Skrbelo je tudi, kako bo to sprejela okolica, da bo nalo kdo želel škodovati. Da bo odrinjena, bo izločen, ali bojo kakšni predsodki. To je bilo zelo močno prisoten. In kako je okolica pravzaprav sprejela? V bistvu je bila okolica bolj naklonjena, kakor sem jaz v svojih strahovih doživljala. In v bistvu ni bilo nobenih problemov. Od prvega dne naprej ne. Od prvega dne rekla obelodanjanja ali pa izjasnjanja, razkritja. Od prvega dne naprej ni bilo problemov. Bolj sem imela jaz ta problem v sebi, sem mogoče 2 leti rabila, da sem sprejela, da je to. Danes je na svojega sina ponosna in ga občuduje. Celotno oddajo najdete na lokalec.si, za vihek oddaje Moja zgodba. To je za danes v oddaji Občinski informator vse. Ob 20. uri pa ne zamudite poletnih pogovorov. Tokrat bo gost, ki ga bo gostila Živa Krušič Gorišek, Martin Milec. Zato ne spregledajte, pogovorne oddaje ob 20. na BKTV. Toliko z moje strani. Želim vam lep preostanek tega ponedeljkovega večera in nasvidenje.